Prvo v tem, da sem hotel ta avto posnet, ne? Ker si tudi jaz lastim tak avto, pa ker vem, da je to ena najboljših japonskih šasi, mogoče celo najboljša japonska šasija se strani Toyote iz tega obdobja. Marsikdo ne ve, da je to pač Lexus IS200. Ti avti sploh nimajo evropskih VIN šasi, ti to veš? To vem, ja, je bilo velik problem bil, ko sem ga mogel zavarovati. Ja. Ker niso točno imeli vseh podatkov. Tako ima dejansko avto prekratek VIN, ima tistih japonskih, mislim, da 9 cifer, ne? Tako, ja. In v bistvu s tem avtom je Lexus tudi naredil nek vstop na evropski trg v segment višji srednji segment, to so ala BMW trojke, Audi 4 in podobni, ne? Mulci se na tem avtom navdušujemo zaradi različnih stvari. In danes bo Valentin povedal, zakaj se je on navdušil nad tem avtom, zakaj se je odločil predelati ta avto in zakaj si v bistvu skoraj da mečeš pesek v oči v morju BMW-jev, kjer so deli na vsakem vogalu. Ja, v bistvu najbolj mi je bilo to, ker sem bil navdušen najbolj pač nad japonskimi vozili in sem ful hotel imeti nek japonski avto, pač sploh da je na zadnji pogon. In razne S-chassis in take stvari so ratale že ful predrage oziroma malo nedostopne. In next best thing je bilo to. Je še relativno poceni, se ga da dobiti. In v bistvu, ko sem ga kupil, takrat sem pol počasi začel odkrivati potencial cele šasije in praktično celega avta. In najbolje pa potem tudi so pravi bodykit in to in cel ta vizualni stil, to me je najbolj vleklo k temu avtu, v bistvu, kako se da narediti avto in vse take. Da bo začela malo o tebi, kako si se ti sploh navdušil nad driftanjem? Ja, v bistvu je bilo, si bil nekako ti kriv za to, ne? Zaradi one Mercedesa CLK, ki je bilo v bistvu, niti nisem hotel zares driftati, ampak je prišla taka neka prilika, smo rekli s kolegi bomo kupili in tistega je bilo pol skoraj vsak vikend smo preživeli na poligonu. In iz tega se je potem počasi razvilo, da sem prišel do tega avta. Hvala za kompliment. Ja. Všeč mi je, da si izbral ta avto. Ta avto je dal že skozi v bistvu kar nekaj dni na progi s tabo. Ima tudi nekaj battle scarsov iz proge in iz ceste. Povej mi, ko si ta avto kupil, kaj je bila prva stvar, ki si opazil, da mu v bistvu fali, kaj je prva stvar, ki si jo hotel nadgraditi? Tu je bilo pa v bistvu že v samem štartu sem vedel, da bom mogel enkrat nadgraditi samo moč motorja. Zaradi tega sem praktično prvi mesec, ko sem imel avto, sem se odločil za kompresor. Motor je v tem avtu 1GFE motor, to je 2-litrski šestak. Ja. In to je v bistvu en izmed tistih legendarnih motorjev, ki je malo manj legendaren. Legendaren je pa zato, ker je ta motor, tako kot 1GZ motor, razvijala Yamaha. Ja. Je pa tu en kup drugačnih stvari kot na BMW-ju in to bom pol sproti dodal, potem ko bo Valentin povedal, kaj je v bistvu predelal na tem motorju, ker tu zgleda tako, da je original engine bay, razen mogoče ta silikonski koleno malo izda. Zaradi tega sem šel kompresor namesto turbine, ker se da vse malo bolj narediti OEM-like, kot se rekel, se ga dobro skrije, pa malo lažje na motorju kot turbina, oziroma malo manj damage oziroma wear over time pusti. Ker zaenkrat me je ta setup zdržal, to je v bistvu zdaj drugo leto, ko imam ta setup. Motor je počasi, že proti koncu se bom verjetno odločil, da bom menjal, ker malo že kompresija peša, ampak to je v bistvu krivo že odprej, niti ni zaradi kompresorja. Tu gor je zmontiran M62 kompresor iz Mercedesa, recimo CLK 230, v glavnem iz Mercedesovega M111 4-cilindraša. Ja. Ta M62 pa se najde pač na ne-faceliftih, to so neki 98-99-letnih Mercedesi. Ima pa tudi električno sklopko, to pomeni, da lahko on na komando vklapla kompresor in s tem tudi špara hkrati gorivo. Tako. Hkrati pa obrabo na kompresorju in motorju. Zdaj pa, če bi ti malo povedal, kako izgleda sploh ta kit, ker ti si kupil kit od Rank One Performance. Tako. Rank One Performance v Angliji v bistvu dela repliko tako imenovanega TRD kita, mislim, da je bil.
TTE je bil, ja. Aha, TTE kit? Ja. Zdaj pa povej, kako to. Ja, to je v bistvu replika, vse razen airboxa. Cel komplet je replika tega, kar je tudi že Toyota naredila. Nekje sem prebral, da je bilo originalno samo 250 proizvedenih, se pravi s kompresorjem. In potem sem pač tudi kupil od nekega Poljaka repliko tega airboxa, zato da naredi tisti finish, da zgleda vse OEM stil. Je pa v bistvu sam kit je dokaj Bolton. Zelo malo je treba rezati, v bistvu prišraufa, da gor in dela. Tudi ni potrebno nobenega mapiranja in spreminjanja računalnika, ker to je nekako genialnost Toyote. So pustili ta računalnik je v bistvu v večjih modelih, ne samo v tem avtu. In je tudi zmožen sam od sebe handlati 0,3 bara pritiska. Jaz imam potem jermenico na 0,4 bara, tam potem pride še Fuel Cut Defender zraven, da mu v bistvu laže malo parametre, da se zna avto sam zmapirati. Torej, samo da dodam par tehničnih detajlov. Računalnik je tudi na tem Lexusu kot večini Toyotinih avtov na zadnji pogon iz 90-ih in začetka 2000 spredaj levo. Torej, fajn, če se ne zaletiš tu fejst. Ja. Je pa serijski sesalni sistem v bistvu tak, da zrak zajema motor tu in zrak piči direkt sem do lopute za gas, ki je tu spodaj. In za razliko od BMW-jev in v bistvu večine nemških avtov, pa tudi ameriških z tega časa, ta motor ne uporablja MAF senzorja, torej ni senzorja za pretok zraka, je samo senzor za pritisk v sesalnem kolektorju in pa temperaturo. In na ta način imaš ti v bistvu tako imenovan speed density management vbrizga in si lahko pač privoščiš, da dost enostavne fejkaš podatke temu računalniku in on dejansko laufa ok, brez prave mape. Ne? Še to, Ja, to je zanimivo, v bistvu, če ga preklopiš med boosted pa NA, se pravi, da bi izklopil sklopko, ni da bi to avto zdaj naredil neko težavo in da bi se zmedel in da bi nehal delati. V bistvu skoraj instantno se je ECU sposoben premapirati, da začne brati parametre in dela v bistvu potem normalno. To je tudi taka zanimiva stvar, ki se vmes čuti malo ECU, kako regulira mapo in kako spreminja na določen throttle input, ki ga daš. To je glih ta sistem, ki ima v bistvu je electronic throttle body in potem ima klasično nazajlo, ne. Se pravi, ti mu daš podatek, koliko ti hočeš, da se bo on odprl in potem računalnik preračuna, koliko ti bo on dal gasa. Ja, aha, tako da on ima v bistvu električni override, Ja, glede na to zajlo. ja. V bistvu je podobno kot pri CRK-ju, nekako taka varianta. Kompresor ima v bistvu kar kompliciran bracket, bom dal sliko tu noter, in živi nad izpušnim kolektorjem na desni strani motorja. Jemlje zrak od zadaj, iz tega airboxa. Tale tanka cev pa ni charge pipe, kot bi marsikdo mislil, ker je charge pipe pod kompresorjem. Tako da povej nam, zakaj je v bistvu tam tanka cev in kaj dela ta zajla tu. Tako, ja. Najbolj simpel sistem, brez nekih blow-offov, ventilov in ne vem kaj vse, je v bistvu bypass valve. Se pravi, ta loputa je normally open. In v bistvu več gasa, ko dodaš, bolj jo začne zapirati in začne potem porivati zrak skozi kompresor in v motor. Se v bistvu tudi zelo lepo vidi, če zdaj tu dam gas, se potem tam vidi, kako jo zapira po gasu. Enostavno je povedano, ko on ni na gasu, motor diha skozi to sesalno cev, skozi airbox in po tej slamici. Ja. Ko pa daš gas in zahtevaš boost, pa motor diha skozi kompresor, dejanski charge pipe v intercooler, ki je zmontiran predvodni hladilnik spredaj. Tak nekak, ne. Ja. Pa vidim, ker si na relativno nizkem boostu, si lahko privoščiš še vodne objemke na intercoolerju. Ja, čeprav je bilo malo problema z boostliki in tako naprej, tako bo treba malo nadgraditi cel sistem, sploh če imamo v planu iti na 0,5 bara, oziroma 0,6, večja jermenica in potem pride še malo druge stvari, bom tudi treba piggyback dodati na avto, ker takrat potem ne zna več
dovolj dobro handlat sam ECU, je treba malo bolj pomoči. Ja, ker v bistvu ta Fuel Cut Defender preprečuje računalniku, da on ne freak out takrat, ko gre recimo boost v sesalnem kolektorju malo nad atmosfero. Ne. Tako. Vidim, da si tudi dodal aluminijast-vodni hladilnik. Ja, to je v bistvu hladilnik od 2JZ motorja. Aha. Od IS300 hladilnik je, pa še Bolton, vse cevi, vse je enako kot na IS300. A dejansko cevi tudi vodne? Vse direkt pa še. Kaj je pa razlika v hladilniku, a kaj večji je v katero smer? Debelejši je. Najbolj se pozna pri debelini, ker v bistvu fabriško je nekako takole. Aha, čisto. In se je bilo potem malo problem, zaradi tega mi je tukaj zbruslo ekspanzijsko. Zaradi vsega premikanja motorja in vse, kar se dogaja. Povej, kak je pa z vgradnjo jermenice, ki poganja v bistvu ta kompresor? A je to cel postopek, da spraviš drugo večjo jermenico na motor, ali ni to? Ne, je v bistvu, čakaj, lahko kaj takole naredim. Tu se vidi, v bistvu je samo dodana jermenica že na obstoječo, v bistvu to je vodna pumpa, no. Vodna pumpa tam pride in je v bistvu vse, kar sem rabil, se vzame samo ta balancer, ki je gor. Se ga dol vzame, se doda to gor in to je v bistvu cel postopek. In na ta način lahko ti obdržiš tudi klimo? Ja. Obdržiš servo volan, seveda, pa pač obvezni alternator in vodno pumpo. Je drugače, ker ni to pakiranje, tako ni razfuk, to se nametno. Torej zdaj, če bi še enkrat se odločil za predelavo z izkušnjami, ki si jih pač dobil na tem kompresorju, bi še enkrat šel v to? Ali bi izbral kaj drugega? Verjetno bi zdaj, če bi vse na novo delo, bi verjetno izbral turbino. Tukaj je cel ta sistem potem z ECU-jem in vse se malo pozna, da ni toliko responsive, kakor bi si želel, da bi bilo. To se najbolj pozna. In se mi zdi, da kakor sem malo gledal in spremljal ljudi, ki dajo gor turbino, to vse malo lepše poteka. Misliš, da je za turbino potrebno ful več znanja? Zato, ker se mi zdi, da je ta kompresor kit res v bistvu ful enostaven, glede na to. Kompresor kit je ful enostaven. Tudi zaradi tega sem se odločil za njega, ker nisem hotel preveč tikati, ker sem bil časovno omejen, nisem imel neke garaže. In to v bistvu se je postavilo v enem večeru. Začelo se je s tem, da se bo dal samo, da vidimo, kako pride v bistvu nosilec kompresorja, in iz tistega se je razvilo, da je bilo vse gor postavljeno, govorimo o 4 dobrih urah je bilo vse gor zmontirano. Zelo hiter način za dobiti skoraj 100 konjev. Ja. Price point tega? Takrat sem dal za kit plus airbox, mi je prišlo 1800 vse skupaj. Tudi dosti poceni dobljenih 100 konjev. Tako. A je portan kompresor ali je serijski? Ne, je serijski. V bistvu vse, kar je bilo samo je bil obnovljen. Dobro. Jaz zdaj pa, da ne žvečiva ful predolgo tega motorja. Vidim, da so tu zeleni top mounti. To pomeni, da so lahko samo dve firmi Gewind. Ena je kitajska Gecko, druga je pa malo manj kitajska HSD. HSD, tako. V bistvu je bilo, avto sem že dobil na HSD Gewindah in sem se odločil, da bo ostale, ker se zelo dobro peljajo. Je pa potem v bistvu sem rabil pa spring rate upgradeati. Zaradi ride heighta, ki ga želim imeti, plus body kit in vse, kar je na avtu. Tako da v bistvu, če se to spomnim serijsko, so bi bil spring rate, se mi zdi nekih 6-4, nekaj takega, dokaj mehko. Čist je. Potem na Gewindah je bilo 10-8, so bili gor fedri. Jaz sem dal spredaj 20 in potem zadaj 18. Trenutno so v bistvu gor te feltne, so 17-ke. To je v bistvu bolj začasen set, ker čakam na popravilo 18 Advank. Na žalost ni trodelna feltna. Tukaj so bili vijaki samo za okras, ma jih je že prejšnji lastnik vam pobral. Imam pa v bistvu gor gumo 215, 45, 17. Zaenkrat imam te Nankange, ko so že AS2+. V bistvu te gume sem dal gor takrat samo zaradi homologacije. Sem rabil čim hitreje neke poceni gume. Imajo v bistvu kar dosti oprijema v mokrem, v suhem so pa odlične.
To so Gewinde, HSD, avto ima tudi Lockit in pa spredaj je v bistvu komplet vse na polibuših. Najprej prva stvar je to, da videti na BMW-ju spredaj 20-kilske federe je pač nekaj neverjetnega. Na Toyotah, sploh na tako znani JZX šasiji, čeprav to ni prav JZX, Ja, ampak je pa zelo podobno, ne? Toyota N platforma. Tako, to, ne. ja. Je pa to normalno, zato ker je amortizer zmontiran precej daleč noter. To pomeni, da je pač motion ratio kolesa tako velik, da ima pač velik vzvod samo kolo nad amortizerjem. In to pomeni, da mora biti ne samo vzmet, ampak tudi amortizer dosti trši napram MacPhersonu, ki ima pač amortizer in vzmet zmontirano direkt na pesto. Ja, tu na pesto je v bistvu dosti enostaven Lockit, ki je tudi tega offset tipa. To pomeni, da prestavi pesto malo bolj na ven, doda nekaj negativnega camberja in pa glavno prestavi pozicijo špurštange na tak način, da je boljši Ackermann in da avto naredi v bistvu ful dosti kota. Sploh z obzirom, da je to na original spodnji roki. Ja. Tudi sprednji stabilizator je še prisoten. Zdaj pa vprašanje. Sicer vidim, da je malo udrta tam gor šalica oziroma izolacija. Nakli niso skrajšani, ne? Ne. V bistvu zaradi tega sem šel prvotno na 20-kilske fedre, ker je bilo kar katastrofalno, ker čez vsak majhen bump je začelo vse zabijati gor. Sem rekel, dobro, moram probati nekaj tršega, vsi so mi govorili, to bo katastrofa, predvsem ljudje, ki imajo BMW-je ali pa kaj tasga bolj podobnega. So vse, to bo ful pretrdo, to se ne bo dalo voziti, sem rekel, bom probal. Sem dal gor in avto se presenetljivo še zmeraj pelje dokaj udobno. Ni, da bi zdaj kar skakal po cesti, ampak sedaj je bil tudi dolgo časa je bil ta avto moj daily, na enakem setupu, tako da se je dalo in je bilo tudi kar ne bom rekel, da je bilo zdaj udobno, me se je dalo. Ja, tu je treba omeniti, da tisti, ko naredi neke svoje raziskave, ugotovi, da ves folk, recimo na Japonskem, ki fura razne chaserje, ki so identična platforma, v bistvu so identične pesta in tudi en kup drugih komponent, fura na vzmeteh, ki so še precej trše, kot so 24-26 Tako, vsej glih ena izmed najbolj nekako znanih oziroma dragih Gewind je 326 Power. In tam so v bistvu že najnižja opcija, ki lahko dobiš spring rate, se mi zdi, da je spredaj 36. Zadaj ne vem točno kako je, ampak je precej trdo. Ja. Torej ta rezanje nakla se pa prakticira na teh avtih, torej rezanje pesta, zato ker se zgornja rokica rada zaletava v šasijo in pač te Valentin tu rešil za tršo vzmetjo. Ja, najprej sem razmišljal, da bi rezal, a sem rekel, da bom probal to cenejša varianta, manj komplikacij. Tako, se je odneslo. ne riskiraš varjenega litega komada na zmetenju. Tako. Je pa treba tu še poudariti dve stvari. Prva stvar je to, da je Lexus avto z volansko letvijo zadaj. To pomeni, da je treba paziti, kako naštela zmetenje, da ti ne šteka volan zaradi overcenteringa na full loku. To pomeni tudi, da ima motor serijsko tu sprednji karter. Je pa ena specifika glede teh avtov. Ko začneš recimo iti na večje gume in bolj agresivne Lockite, je tu ta šiv, katere vsi, ki tekmujejo s temi avti, v bistvu se zatolčejo ali pa odrežejo in zašvasajo. In tudi Valentin je že se dotaknil z gumo tukaj. Ne? Ja, zdaj pri teh feltnah še ni potrebno. Ko bom šel v drugo leto na Advanke, 18-ke, širša feltna, manjši offset, tam pride potem dosti problemov, je treba v bistvu vse stoči notri, ker na prejšnjem avtu sem je vse stočeno notri, je bilo v bistvu tudi malo že porezano. Tudi tu zelo rado potem zapenja, je v bistvu nosilec odbijača in luči, tako da to je potem treba vse prilagoditi, da se da voziti. Body kit je v takem low stylu, ne? To pomeni, da je lip nekoliko daljši od serijskega odbijača. Se tudi pozna po vseh razpokah in je marsikaj že preživel, tudi poflikan je bil že letos enkrat, ker sem imel neko nezgodo, da mi je sredi avtoceste priletel kamen tu notri, ki se spet pojavlja razpoka. To ga je razpolovilo na pol.
Ampak to je nekako kul stvar, ampak tudi slaba stvar fiberglasa. Lahko ga zelo z lahkoto popraviš, ampak tudi zelo hitro poči. Gre pa v bistvu za kopijo BM bodykita. Zdaj, za vse tiste, ki ne poznate, BM Sports je OG, tako imenovanih low style bodykita, če lahko tako rečem. Tako, ja. In ti njihovi bodykiti so v bistvu znani po tem, da naredi avto, ki je že v tem primeru full znižan, optično še nižje. Ne? Preden sem imel bodykit na avtu, je bil avto še nižje, ampak sem ga mogel zaradi bodykita dvigniti, ker je bilo potem cel kup problemov in je to drajsalo in se pozna malo tudi na njemu. Je oddelal svoje. Ta Lexus je zelo znan po teh tako imenovanih Lexus lučeh. Ja. Prav dobil so svoje ime, ker je bil to eden izmed prvih avtov na trgu, ki je imel zunanje leče prozorne in je imel notranjo lečo rdečo. Hkrati je pa tu žarnica še vedno bela, ne? Ni rdeča žarnica kot na true clear lučkah. Je pa dosti popularno, sem zdi, da mulci jemljejo ven leče. Vzameš ven, v bistvu pride, kar so ugotovili, daš lahko od R32 Skylina. Daš lahko v bistvu clear lečo notri. Zanimivo. To pobereš ven, daš ono notri in... Zgleda clear. Ja, to je v planu, to že planiram. Zadnji si se odločil, da boš brez spoilerja clean look? V bistvu spoiler je še nekako na poti. Za to sezono sem rekel, da bom brez, ampak se odločam med večjim ali manjšim. Najrajše bi izbral, se pravi, ducktail varianto oziroma lip varianto. Zdaj pa sem velikost važna, ali bo to mali ali bo prišel kar daleč ven. Fak, meni da reč čisto razgleda kak drag wing na teh avtih. Ja. Sicer za cesto pri nas ni, ampak Cesta ni. gleda dobro. Zunanjost bi zaključil s tem, da vprašam, kako se fiksirajo ti fiberglass odbijači poleg silver tape. Ja, to je zdaj, v bistvu se je fiberglass polomil tu pri nosilcu, ampak tu spodaj se je v bistvu moj kolega, ki je ličar, se je dobro spomnil, je naredil v bistvu tak, mogoče se vidi iz notranje strani, je v bistvu tak bracket, ki pride čez celotno to dolžino in se v bistvu potem zgoraj z vijaki, so v bistvu privarjeni vijaki, gre v bistvu gor in se v bistvu prišraufa in stisne in je v bistvu zelo dobro držal tisto. Mogoče malo preveč, zato se je tudi prišlo do tega. Kaj pa side skirti? Na notranji strani so dost clean. Ja. Kaj jih drži? Tu je v bistvu samo vrata in potem v bistvu je bilo tako, da pride iz te strani in zadaj vijak. In zdaj vijak manjka. Sem pod zadaj in v bistvu še biti. Kaj pa od spodaj? Spodaj nič. V bistvu že samo ta dva vijaka sta v bistvu držala dovolj dobro, da se ni premikala. Tudi na avtocesti? Ja, ni bilo nobenih problemov. Ker ga v bistvu že sam to, ki ga pri vratih, ga dosti drži potem, ko ga stisne skupaj, da nima kaj opletati ali pa kamorkoli pobegniti. Pa fiberglassu definitivno paše to, da mora dihati. Ja. Kaj pa zadaj, pa verjetno nek serijski sistem? Ne, zadaj bo tudi malo serijski, malo dodelan. Je v bistvu klasika tu, pride vijak. In pa potem tu so spet nekaj nosilci, tu so tak L-profilčeke, ki je bil prinetan in potem privit notri v podločju pa šasijo. Tekom. Tako da je nekaj dela, pač ni ljudje, ko mislijo, da bojo kupili bodykit, pa ga vrgli na avto, ne bojo, ne? Tu je bilo dosti dela, sploh z vsem opasovanjem. Dobro, zdaj, ko je bil avto, mislim, ko je bil bodykit gor, dan so bili panel gepi lepi, zdaj tako je. Ampak je dosti dela, da vse spraviš na avto, tudi tu smo rabili malo improvizirati. Tu se vidi ta, ki v bistvu zadaj ima avto krivino, odbijač je prišel pa raven. In ga nismo mogli gor dobiti in bo treba potem to vse porezati in na novo narediti. Razumem. Res je drugače ravno ta odbijat zadaj. Ja, se ga vidi, kako gre. Vidim, da je auspuh japonskemu avto primeren velik fi. Je cel auspuh predelan ali je?
Ja, ne, v bistvu je samo od katalizatorja naprej. Je catback exhaust. Ja, to je zaradi tehničnih. Zaradi tehničnih je vsega. Ti avti imajo zadaj multilink vzmetenje. IS200 imajo serijsko manjši diferencial kot njihovi večji modeli. A si ti rabo tukaj predelovati, ali je to Toyotina robustnost, pa ta manjši diferencial, pač, ki je kao manjši, ampak v bistvu ni majhen, ne? Ja, v bistvu... Ali drži to? Ja, diferencial me je presenetil, ker zdržijo dosti. V bistvu prvotno sem imel na avtu tovarniški LSD, ki je torzijski in to mi pri driftu ni najbolj ugajalo, ker ni bil najbolj konstanten. Ja. Ja. Zato sem se potem odločil, da sem ga zavaril. Ki sem imel še enega rezervnega, sem ga zavaril in drži. V bistvu, kar se tiče drivetraina, nisem imel nikoli nobenih problemov. Sklopka, menjalnik, vse original. Sklopka, menjalnik, vse original. Super. A ti avti imajo drugače dvomasni vstrajnik, ne? Ja, je pa zanimivo, da v bistvu sem ugotovil, da se je na tem avtu že dalo lajšati vstrajnik. V bistvu sem ga že kupil, da je že lajšan vstrajnik. Pa je pol enomasni, ali ne vemo. To pa ne vem zdaj točno kako je. Imam pa od prejšnjega avta, imam pa še zmeraj, ki bo verjetno šel tudi na tega. Kaj pa samo zadnjo vzmetenje, razen Gewind z dosti tršimi vzmetmi, si še kaj spremenil? Je pa še debelejši Swaber. Ker je bilo lih problema, lih to se malo vidi, vsakič, ko sem šel v bistvu drift, ki je toliko, se je toliko avto nagnil, da je še zmeraj zadevalo od tla. Plus avto je bolj stabilen ratov, ker v bistvu fabriško ima res majhen Swaber. Ja, palčka. Palčka, ja. Se hitro zvija, zato sem dal debelejšega in se tudi ful boljše avto pelje. Ej, a se meni zdi, ali je to kolo toliko speskalo, da je šel Đelko dol, pa se vidijo vlakne na odbijaču? Ja. Ga je speskalo, da se ne vidi pod umazanijo, ampak ja, ga je že. Fiberglass lifestyle. Če ena zanimiva stvar, zadnje čeljusti tukaj so dvobatne in top loaderji, ne? Ja. Kar je ne klasično, sploh pa glede na to, da je to avto iz 90-ih, no, začeli so ga delati v 90-ih, torej je bil tudi razvit v 90-ih, in je redko videti lito železno čeljust, dvobatno in top loader, ne? To pomeni, da se ploščice dajo od zgoraj. Ja. So pa ploščice tu ekstra majhne, tako da smo v bistvu na mojem avtu ful kratko življenjsko dobo, ampak to verjetno nisem problema. Ja, se pač menja, ko se menja. Kaj pa zadaj camper, ni bilo treba nič popravljati? Je kot je. Ne, v bistvu zdaj optika na tem avtu ni glih idealna. To me je tudi letos dosti uveralo, ker je zadnji v bistvu komplet Swaber je že toliko ruznjen, da v bistvu ne morem več štelati. Ampak načeloma v bistvu na prejšnjem avtu, ko sem imel, se je dalo tudi fabrško, ima dovolj nastavitev in camber in to, da se je dalo vse naštelati, da je bilo res perfektno. Zdaj vidim, da tu furaš kar nekaj zadaj camperja. Ja. Teda to bo verjetno ena stvar, ko boš hotel v prihodnje rešavati. Tako, to je v bistvu prva stvar, ki jo bom zdaj off-season rešil. Imam še en most, se ga bo obnovil, se bo dal gor. Zanimivo mi je to drugače, da so te felne tako dosti v tem, se mi zdi, nemškem stilu, pa 5x114 luknje. Ja. Še sam ne vem točno, kaj so te feltne. 215, 45, 17 so spredaj zadaj, kot je serijska dimenzija v bistvu za ta avto. A so bili vsi Lexusi pri nas zlate barve, te zlato-sive? Ne, to je najbolj pogosta barva pri nas. Je pa še ene par zelenih in pa tako temno-sivih, skoraj črnih. Jih je pa, zdaj ne vem točno zdaj po zadnjih informacijah, ampak vem, da lani, ko sem gledal, je bilo na slovenskih cestah 17 IS200. Registriranih. Tako. To je v bistvu več, kot sem pričakoval. Ja, zdaj trenutno, ko sem malo spremljal situacijo, jih je se mi zdaj samo še 15. Zunanjost pa poleg tega, da je avto znižan na body kitu in aftermarket felnah, dopolnjujejo najprej ti wind deflektorji, ko se mi zdi, so kar standard oprema za predelave teh avtov, ne? Ja. Ker pač najbolj pašejo od skoraj vseh modelov, ki jih najdemo na cesti, ne? Mislim, od vseh avtov nasploh se mi zdi, da se jim razpašajo. Ja. Pa strešni kovček, a boš kam šel s tem avtom? Skratka. Bolj ko ne zaradi videza, ampak bo tudi prav prišlo kasneje v življenjski dobi avta. Cool.
To se fiks planira neki trip na Poljsko. Ja, je počasi malo v planih, kako in kaj. Super, evo, res Gazmik Banner je še vedno na sprednji šipi, vidimo pa gre počasi not, da vidimo, kaj se dogaja v kabini. Pa razloži, kaj se dogaja. Ja, v bistvu ne vem, kje bi točno začel, ampak dobro, tu so števci, ki so mi letos kar parkrat rešili motor, da ni zatrokiral. Ker v bistvu, kar sem ugotovil, je, da se pri teh motorjih olje ful pregreva. Narediš par lepov na pisti, temperatura itak nikoli ne gre gor, sploh s hladilnikom večjim. Ampak olje je pa dostikrat potem prišel že do 120 stopinj in takrat sem rekel, dobro, nehati in ohladiti. Je bilo tudi pol, sem opazil problem, da je bilo olje že toliko redko, da sem mogel v bistvu držati malo gasa. Ja, to je že na štangasu bil v bistvu nevarno nizek pritisk. Ja. Avto je bil za na cesto do nedolgo nazaj. Tle se je potem malo bolj zakompliciralo, ker sem v bistvu rabil za res Gazmik Cup čim prej nekako narediti ročno, ker do v bistvu 2 leti sem ta avto vozil brez ročne. Tle sem potem hotel malo improvizirati, da bi to probal skriti notri, ampak v bistvu zaradi airbag modula potem ni šlo. Tu bom mogel ta cilinder prestaviti v armrest. Se pravi, zdaj nosilec gre tu, ki je bil v bistvu pokrov za menjalnik, v bistvu tista guma, ki prije čez. Se lahko tako naredim celo, se bolj še vidi. Se pravi, tu je prišraufan nosilec in to je v bistvu tista slabost, kar me je na začetku skrbela, da samo na teh 2 točkah drži komplet nosilec. In zdaj, če jaz hočem povleči ročno, se to začne vse zvijati. To je glaven problem zdaj, ki ne vem točno, kako ga bom še rešil. Dobro, to je kar orang projekt. Ja. Zato sem se pa tudi jaz odločil zdizajnirati moje ročno, da za vse aplikacije, kjer se jo da zmontirati, se ne rabiš s takimi glavo bolje obadati. Ja. Pa tudi motion ratio vidim, da je dost kratek, dost ima hoda. Ja, to je vse moram popraviti. No. A blokada je? Ne, tudi blokade nimam, tudi to bi mogel dodati. Stvar, ki je. To je ongoing razvoj avta. Ja, tako. Zanimiva stvar teh Lexusov v notranjosti, v bistvu je en kup zanimivih stvari. Ena od posebnih je ta, da je ročna na desni strani. In zato en kup folka da v avte z levim volanom armaturke od desnega volana, da ima ročno na svoji strani, ker za razliko od BMW-jev v teh avtih presenetljivo dobro dela ročna. Ni pa vseeno ta ročna primerna za neke tekmovalne okoliščine. Ja. Na začetku je bila ročna v redu, ampak dokaj hitro je potem tudi šla, se je tudi izrabila in takrat je potem nisem nikoli uspel nazaj naštimati, da bi bila zaprav. Kako bi ti opisal ta kazalec? Ja, ko neka ura zgleda. Dobro, ta zdaj ima tudi drugi skin, ampak center je še zmeraj original Lexus. Pač meni je čist sik to, da je čist drugačen, kot pa kjerkoli drugje. Ja, ne vidiš kakšnega takega števca sploh še. Kar se pa tiče vožnje, pa imamo tudi z lastnih izkušenj povedati, da je dosti pregleden, da v bistvu vidiš, kaj se dogaja brez nekih težav. Je pa en redkih japonskih avtov to, ki ima tudi kazalec za porabo, kar so v bistvu nekako povzeli po BMW-ju, ki ima vedno ta števček, ko skozi skače in ti kaže, kakšna je poraba. Tu je še mogoče zapovedati to, da se je precej lažje, ko na BMW-ju menjati skin oziroma ozadje teh števcev, držati njihovo funkcionalnost, ampak dodati, tako je tukaj cherry blossom. Pa še ena stvar, šipca, ki skrbi za osvetlitev, je tukaj dejansko prozorna, ni oranžna kot na BMW-jih. To pomeni, da si lahko menjaš barvo lučk in s tem tudi štelaš barvo števca. Ker če na BMW-ju samo daš drugo barvo lučk, bo samo drugi odtenek oranžne. Kaj pa, ti avti so imeli še eno težavo, ko je v bistvu tako interna med nami lastniki takih avtov, sticky dash. Ja, ampak na srečo ga ta nima. Zdaj malo umazan,
ampak dež je v bistvu pri tem avtu še zelo, zelo lep. Ja, res je v dobrem stanju, ne? Ker pri meni je cel stik. Ja. Ja, in to ne vem, kaj je točno fora, ampak guma, namesto da bi začela se sušiti pa pokati na soncu, rata guma stiki ko na pol posušen silikon. Ja. To smo že JDM Inspired stikerjev, ne? Ja, ja. Boss kava iz Japonske, za vse, ki ne veste. A to so Rezax, a kjer modeli to felne? Ja, so bila v bistvu neka kopija Rezax feltanja. Voznik pa čila, kadar čila, drugače pa vozi v Recaro, recliner zico, ne? Tako, to je tudi v bistvu tak zanimiv nakup bil. Ga je v bistvu že imel možakar, je že bil v bistvu zmontiran v IS-200, ki jo je dobil z Nizozemske. Tudi kot nek fun fact, vodila so v bistvu, kolikor smo gledali, so vodila od 6. generacije Civica, ki so v bistvu samo privarjeni te končki potem gor od Lexusa, da pa še naprej. Zanimivo. Ja. Lexus in v bistvu večina Toyot nima zicov zmontiranih samo na 4 šraufe not, ampak so to pod koti vsemi mogočimi. V bistvu niso vsemi mogočimi, ampak nazaj in naprej je kot zica, ne? In na ta način oni lucirajo ta vodila na neko fiksno pozicijo, ni šans, da bi pač zic ob mogoče kakšen krešu odsekal vijake. Kot to je šansa pri BMW, ampak BMW recimo to kompenzira z enim sajzom večjimi vijaki. Ja, tudi to je v bistvu kar dobro spadlo. Sedež je bil že strgan, ko sem ga dobil, in prva stvar, ki je bilo babi, to je treba zašiti. In je našla ta blago in sem rekel, to bo ostalo, ker nekako paše, nekako doda karakter. Lepo paše, se strinjam. Imam pa tudi še v bistvu sabelt pasove, ki v bistvu kar dosti spremeni potem cel package. Na začetku sem začel z avtom, ko sem začel driftati, je bil ta fabriški stol. Premetavalo sem se mogel z nogami držati ob armaturko in vrata. Potem sem dal stol, je bilo že to čisto druga sprememba, in potem so prišli še pasovi in se pozna v bistvu občutno, tudi bolj čutiš avto in vse. Tako je, to je dosti pomemben interfejs med voznikom in avtom. Tako. Drift Life si začel zajemati kar z veliko žlico. V tem avtu si dosti all-in, večina predelav je tako dosti hardcore, od hidravlične, ročne, low-kita, občutna povečava moči motorja. V tem očitno tudi se zabavaš, sploh pa gledam to, da si bil letos kar nekajkrat na progi. Kakšni so plani za bodoče, ti in driftanje v naslednjih 3 letih? V bistvu nekako celoten cilj pri driftom je to, da še zmeraj ohranim tisto zabavo zraven. Da ni samo strictly competition, ampak da je tudi malo stila, malo zabave, da ni samo, da se gledamo grdo in kdo bo boljši. Nekako počasi bo avto lezel v kompetitivne vode, tako kot sem tudi letos začel tekmovati. Imam pa še zmeraj v bistvu določene plane, sploh Poljska, katero planiram, da bi v bistvu prišel gor na Ultra Race event. To mi je nek cilj, neke sanje so mi, da me tam sprejmejo. Tako da bo v bistvu v prihodnjih leto, 2 bo po mojem malo bolj na fun vse, potem pa malo tudi bolj zraven postopoma v razne dirke in tako. A planiraš še kako razširitev voznega parka, ali je tvoj fokus samo na tem avtu in si želiš tudi ostati na tej platformi? Kar se tiče drifta, bi zaenkrat se rad naučil čim več iz te platforme, da čim bolj razvijam. Tako kot sem začel, v bistvu vem dosti napak, ki jih moram popraviti. Tako da nekako za drift bo ostalo to, imam pa potem za cesto, pa to bo pa potem drugi projekt. Si rekel, da je bilo en kup napak, napake so del postopka učenja, ne, vsi jih delamo. Kaj bi svetoval nekomu, ki danes začenja driftati? Ne takoj skočiti na najboljšo opremo in dodane lock-kite in vse, ampak nekako da se začne pri osnovah in tam potem progresiraš, da tudi v bistvu level vožnje in modifikacije skupaj progresirajo. Ne da je v bistvu več modifikacij, kakor pa sam level vožnje. Torej ti si v bistvu začel z ekipo kolegov, ste začeli driftati z mojim bivšim Mercedesom CLK-jem. Kasneje si se odločil za bolj samostojno pot v driftu, ne? Umislil si svoj avto, vložil si svoj čas, energijo, denar.
Če bi lahko nekaj spremenil, kaj bi bile 2 stvari, ki bi jih spremenil na tej poti do danes? V bistvu bi probal mogoče malo več ohraniti tisti Mercedes, da bi se ga malo dlje ohranilo pri živem, ker je bil v bistvu dokaj zabaven avto, da bi se lahko na temu malo bolj sfokusiral na kakšne predelave, kakor pa sama vožnja, ker je bilo v bistvu mogoče malo preveč vožnje in ne dovolj razmišljanja, kako bo avto funkcioniral. Kaj pa druga sprememba, ki bi jo naredil, če bi lahko? Da bi mogoče v bistvu malo počasneje začel z vsemi predelavami. Da bi malo bolj probal naštudirati samo šasijo, preden bi gor metal predelave. Kaj je tvoj dream build? Ni omejitve budžeta, ne se omejevati na okolico, v kateri smo danes. Brez omejitev. Kaj bi se stavil? Kjerkoli na svetu, brez omejitve budžeta. Verjetno bi izbral Chaserja, JZX 100, bi kar ohranil motor 1J. V bistvu tam nadgradil nekaj solidnih tam, da bi bilo solidnih 500 konjev, kaj takega, in da bi bilo v bistvu avto bolj kot ne za zabavo. Dobro. Me veseli, da si v bistvu že prišel do platforme, ki je tudi tvoj dream avto, na isti platformi narejen. Ko bo enkrat prilika, boš imel dobro predznanje, da sam šaltaš. Ja, ne vem, daj neki shoutout za svoje socialse, kje te folk najde. V bistvu najbolj sem aktiven na Instagramu, Valentin_Kohek, tako da tam dosti objavljam, kar se tiče avta. Hvala za tvoj čas, hvala, da si vzel čas. Pa mi je veselje predstaviti končno enega IS-a, ker ta avto je blizu mojega srca že dolgo časa. Všeč so mi ti avti in všeč mi je tudi, da si se ti spravil v to ne tako popularno šasijo pri nas. Pa da nekdo razvija znanje okoli tega, tu blizu. The profits ain't changed, but nowadays we're new and improved. Gained a little fame, but still remain the truest of crews. In this game, there's no time to waste. You snooze and you lose. We're trying to make a change before this music ruins our youth. See, I remember when hip hop.